Pozdravljeni, dobrodošli spet v oddaji Aktualno na GFML, tokrat že kar 7. oddaji. Z letošnjim letom sta se nam na gimnaziji pridružili tudi dve gibalno ovirani dijakinji. Da bi jima gibanje po šoli predstavljalo čim manjšo oviro, šola nujno potrebuje dvigalo. Sredstva zanj bomo zbirali v dobrodelni akciji, ki je bila predstavljena na tiskovni konferenci. Martina in Teja sta dijakinji prvega letnika GFML, ki jima gibanje po šolskih stopnicah predstavlja nepremagljivo oviro, zato smo na pobudo območnega združenja Rdečega križa Ljutomer pripravili akcijo zbiranja plastičnih zamaškov, da bomo lahko zgradili dvigalo. In zato sem bil toliko bolj vesel klica gospe Maše Germšek iz območnega združenja Rdečega križa Ljutomer, ko mi je rekla, veš kaj, mi smo se nekaj pogovarjali, kaj če bi mi napravili eno humanitarno akcijo v okviru pomurskih območnih združenj, kjer bi nekako zbirali, v začetku je bilo samo zamaški, mi smo nekako to ne samo na zamaške zdaj, da bi se orientirali samo na zamaške, ampak vsak prispevek bo prišel zelo, zelo prav. Akcija sicer ni omejena le na zbiranje zamaškov, saj je prvi donator že projektant dvigala Uroš Rošker iz projektivne pisarne Biro, ki bo svoje delo opravil zastonj. V bistvu smo zato na tak način pristopili, bolj zato, ker bi nekako ne bi radi omejili, da smo to mi edini, ampak bi mogoče to radi sporočili kot spodbudo tudi ostalim, ki bodo naknadno vpleteni v izgradnjo samega dvigala, da se mogoče na nek način zgledujejo in pomagajo, da bo ta izvedba lažja in hitrejša za vse vpletene in vse tiste, ki ga pač najbolj potrebujejo. Ocenjeni stroški gradnje dvigala so okrog 50.000 evrov. Zato bodo ob zbiranju zamaškov še kako dobrodošla tudi denarna sredstva, ki jih lahko donatorji nakažete na transakcijski račun. Ta je bil odprt posebej za potrebe te akcije. Zdaj mi dve s Tejo sva se odločila za to gimnazijo, ker je ena res najboljših, ampak da bi mi dve lahko po svoje dolžnosti izpeljevale, kot je treba, bi rabile tudi to dvigalo, zaradi pač gibalnih ovir, s katerimi se soočamo vsi najstniki, vsi otroci s takšno situacijo, in mislim, da bo gimnazija Ljutomer dala en svetel zgled vsem drugim, ki bi se odločili, da tudi pomagajo svojim dijakom, tako kot bodo oni pomagali nama s Tejo. Tako da res hvala še enkrat in upam, da se bo ta načrt čim prej izpeljal. Ker je res težko vsakodnevno premagovati ne vem koliko stopnic, prositi fante, da ogrožajo sebe po teh stopnicah, in pa na nek način tudi naju, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo, tako da bi to bil res en nujen projekt, da bi zagotovile to, da se lahko normalno izobražujemo kot vsi drugi na tej šoli. Dobrodelna akcija bo trajala predvidoma do konca šolskega leta. Dvigalo pa naj bi bilo zgrajeno v poletnih počitnicah 2012. Dvigalo ne bo v pomoč samo Martini in Teji, ampak bo v bodoče odprlo vrata tudi vsem ostalim gibalno oviranim, ne le dijakom in dijakinjam, ampak tudi profesorjem. Kot verjetno že veste, na naši gimnaziji poteka tudi program predšolske vzgoje. Dijaki in profesorji tega programa se vsako leto udeležijo tudi vzgojiteljade. Letos je potekala v Kamniku. Dijaki drugih, tretjih in četrtih letnikov predšolske vzgoje smo se v četrtek, 20. oktobra, odpravili na vzgojiteljado, ki poteka vsako leto na eni izmed šol s tem strokovnim programom. Letos so jo pripravili dijaki in profesorji šolskega centra Rudolfa Maistra iz Kamnika. Ob prihodu v deževen Kamnik so nas tam že pričakale dijakinje, ki so nas odpeljale v učilnice ter nam razdelile malico ter lepo potiskane majice. Sledil je slavnosten kulturni program, kjer so nas pozdravili ravnateljica ekonomske šole, župan Kamnika ter drugi pomembni gostje. Nastopile so tudi balerine, pevski zbor, bendi ter še nekaj dijakov tamkajšnje šole, ki so nam predstavili svoje točke. Po
Po končanem programu smo se dijaki z radovednostjo in neučakanostjo odpravili v delavnice, kjer smo dobili nadaljnja navodila. Dijaki GFML smo se udeležili glasbene, likovne, novinarske, raziskovalne, dramske delavnice, štafetnih iger ter delavnice znakovnega jezika za gluhonema. Mi se letos udeležujemo vzgojiteljadi v Kamniku na ekonomski šoli, se nahajamo v dramski delavnici, kjer ravno kar sestavljamo dramsko igro v Kamniku, Mala Veronika. Cilj je, da čim bolj konkretno uprizorimo to zgodbo o Veroniki iz Malega gradu. Trenutno smo si že razdelili vloge, že poskusili odigrati, pa oblačila se oblekli. Vzdušje je res pravo, vsak se vživi v svojo vlogo. Meni se zdi super, ko se nove ljudi spoznaš, se ujameš z njimi, pa upam, da bomo ostali tudi v dolgotrajnem stiku. Želimo naučiti majhne dojenčke ali pa malčke osnovne kretnje, preden otroci začnejo govoriti, lahko lažje kretajo, ampak istočasno pa vedno uporabljamo govor. Tako da vzamemo kretnje iz slovenskega znakovnega jezika, ampak vedno pa zraven še govor uporabljamo in pesem, in otroci pri 6-8 mesecih veliko lažje kretajo, naprimer mleko, še, lačen, žejen, kot pa da bi te besede povedali. In to je glavna stvar, da bi te slišeče dojenčke naučili prej komunicirati, zato ker je potem manj se razburjajo, manj jokajo. Danes bomo pa eno pesem potem nastopili na koncu. Jaz sem v raziskovalni delavnici. Naša naloga je raziskati legendo o Veroniki. Sicer mi smo si jo same izbrali, lahko bi tudi izbrali katero iz našega kraja, tudi o Ljutomeru bi lahko izbrali. Izdelati moramo načrt, kako bi otroke poučevali in jim razložili to legendo, primerno njihove starosti. Ravno kar se ukvarjamo z področji dejavnosti in globalnimi cilji. Potem bomo še izdelali kratek slikopis, kako bi predstavili zgodbo otrokom. Iz gline izdelujemo kamniško Veroniko, ko je pol deklica, pol pa kača oziroma riba. Mešamo osnovne barve, in sicer rdečo, rumeno ter modro. In za vsako barvo nekaj zmešamo in dobimo mešanico. Naprimer z rumeno in modro barvo dobimo zeleno barvo. Mešamo med sabo osnovne barve, rdečo, rumeno pa modro, potem z osnovnih zmešamo naprimer rdeče in rumene zmešamo oranžno, potem še pomešamo oranžno pa modro, da še dobimo neko mešanico zraven. V delavnicah pa smo bili tako zatopljeni v svoje delo, da skoraj nismo opazili, da je zunaj naletaval prvi letošnji sneg. Zraven lastnega dela pa smo lahko spoznali tudi številne projekte. Posebej nas je navdušila verižna reakcija. Ko smo bili prvič povabljeni k izdelavi verižnega eksperimenta strani Društva matematikov in fizikov, je bila to ena velika uganka. Kako namreč z otroki izdelati eksperiment, ki se bo enakomerno oziroma enakovredno vključil v verigo. In nam je kliknila dobra ideja in smo povabili starše, babice, detke, sosede, znance in začeli z izdelavo eksperimenta, ki pa je najbrž v primerjavi z drugimi malce drugačen, bolj vrtčevski, bolj barvit in z večjo mero vsebine. Kaj svetujete vsem bodočim vzgojiteljem in vzgojiteljicam? To je z enim stavkom povedano najlepša stvar, ki se mi je mogla v življenju kdaj zgoditi. Namreč druženje starši in sosedi in znanci in, kot sem rekla, babicami in detki je najlepše, zdi se mi potrditev mojega dela,
predvsem je pa nekaj neponovljivega, kako se lahko družine združijo v delu za isti cilj. Da brez njih ne morem, dokazujem tudi danes, ker sem jih pripeljala s sabo tukaj v Kamnik. Ti projekti so zato pomembni, ker širijo eno naravoslovno kulturo med mladimi, pa tudi med starejšimi, jih povezujejo, kar je danes pravzaprav redkost pa težko ali pa če dalje težje, bomo rekli, in pri teh eksperimentih res sodelujejo tako srednješolci kot osnovnošolci. Vrtčevski otroci sicer samo opazujejo, zato pa njihovi starši in stari starši ogromno prispevajo k popularizaciji naravoslovja, ker naravoslovje svet žene naprej, če nam bo zmanjkalo volje za naravoslovje, nam bo zmanjkalo pravzaprav kadrov za ves tehnološki napredek. Po delu smo se ponovno zbrali skupaj na kosilu in si izmenjali svoje mnenja in vtise. Tovrstne dejavnosti niso namenjene samo ustvarjanju dijakov na določenem področju, temveč zagotavljajo tudi svojevrstno nabiranje izkušenj ter povezovanje med dijaki različnih šol po Sloveniji. Ob koncu vzgojiteljade je sledil še kulturni program, ki se je začel sicer malce pozneje, kot je bilo načrtovano, vendar smo v njem prav uživali, saj so se v njem predstavile nekatere izmed delavnic s svojimi izdelki. Nato smo se poslovili od novih prijateljev, ki smo jih spoznali, in se skozi zasnežen Kamnik odpravili proti deževnemu Ljutomeru. Oktober je svetovni dan varstva živali. Takrat se običajno spomnimo vse živali, ki jim v družbi človeka ni lahko. Veseli smo, da smo tudi na naši šoli lahko naredili nekaj, s čimer smo pomagali vsem zapuščenim živalim. Ljudje imamo zelo radi živali, še posebej mačke in pse. Delajo nam družbo, nas varujejo in kdaj pa kdaj tudi nasmejijo. Potrebujejo pa tudi dobro oskrbo, ki pa je vse žal niso deležne. Zato je Društvo za zaščito živali Pomurja ob svetovnem dnevu varstva živali pozvalo k dobrodelni akciji zbiranja hrane za zapuščene in brezdomne živali v naši okolici. Akcija je potekala v mesecu oktobru pod sloganom Ena pločevinka za enega kosmatinca. K projektu smo seveda pristopili tudi dijaki in učitelji Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer z dvotedensko akcijo, med katero pa smo zbrali kar precejšen zalogaj hrane ter drugih raznovrstnih priboljškov in upamo, da bo sedaj lahko vsak kosmatinec dobil več kot samo eno pločevinko. Dosti je tega, dosti ste zbrali, sicer mi pravimo tako, da vse pride prav, vsakšna vrečka, briketa, vsakšna konzerva, ampak zbralo se je veliko tega, vidim, da bo precej muc kužkov zadovoljnih. Kako pa lahko še mi mladi na drugačne načine pomagamo tem živalim? Zdaj živalim se pomaga tako, da se v bistvu poskrbi za njih. Najbolj se pomaga tako, da se poskrbi za svoje domače živali, da poskrbite tudi oziroma se ne ozirate stran, če vidite, kje je mučenje, če vidite zavrženo muco, kužka, kaj narobe, poklicati društvo,
pristojne veterinarsko inšpekcijo pa tako dalje. Nam kot društvu, da potem mi dalje pomagamo, pa lahko pomagate s prostovoljnimi prispevki. Lahko pogledate na naši internetni strani, imamo za prostovoljne prispevke, dobite naše majčke. Zdaj imamo sveže, novi koledar z nakupom tega koledarja. Tukaj v tem koledarju so živali, katerim smo mi pomagali, katere smo rešili, boste videli, našli smo jih v slabih razmerah. Čez celo leto pa boste videli, kako so za te živali poskrbljeno, kako živijo zdaj. To je en prispevek, kako lahko pomagate. Potem donacijami od dohodnine, to sicer zaposleni, vi mladi pa lahko, zdaj imamo tudi SMS donacije, pošiljamo SMS donacije včasih mimo grede, ampak te donacije pa pridejo v prave roke, tako da to so ti načini. Tudi naši debaterji so pridno zakorakali v novo šolsko leto. Sledijo poročila s kar 3 debatnih dogodkov. Za usposabljanje v debati so naši debaterji organizirali tako imenovani vikend usposabljanja na temo Analiziraj in odreagiraj na Ptuju. Naša prva postaja se je glasila Mladinski hotel Kurent. Ob uspešni nastavitvi so nam naši že poznani mentorji Jure Petovar, Maj Žitnik, Mihajl Pojbič, Zoran Fijavš in študentka medicine Monika Sobočan pripravili spoznavni večer z zanimivimi igrami. Prve predstavitve sta imela Zoran in Mihajl. Predstavila sta nam argumente in 2 ključna modela pri debati, orgazem in seksijer. Naša predavanja so potekala vse do poznih ur, vendar pa je ostalo še nekaj časa za poznejše druženje med bodočimi in starimi debaterji. Po tako imenovani naporni noči smo se prvo odpravili na obilen zajtrk. Sledila so kratka predavanja še o debati, nato pa razdelitev v skupine in kratko debatiranje med sabo. Naše teze so bile pogosto izbrane se strani naših mentorjev ali pa preprosto naše zamisli. Vsaka skupina se je odrezala odlično, katerim ni šlo tako zelo dobro, smo pomagali in pripomogli, da se je le vendarle išlo odlično. V prostem času pa smo si privoščili tudi malo sprostitve in sicer namizni tenis. Ta dan nas je tudi obiskala profesorica Miholičeva. Z nami je poklepetala, nam podelila razne nasvete in poslušala naše kratke debate. Imeli pa smo tudi predavanje v angleščini, katero so pripravili Maj, Jure, Zoran in Mihajl. Tudi mi, začetni debaterji, smo imeli možnost kaj argumentirati in pokomentirati. Naš zadnji zaključni dan se je pričel z zajtrkom, kratkimi in zaključnimi debatami, kjer smo spoznali tudi, kako predstaviti vprašanja med samo debato, kako pristopiti, kakšna vprašanja postaviti, kako dolgo morajo trajati vprašanja. Pred nekaj več kot mesecem dni smo se Urh Lukman, Maj Žitnik in David Grilec odločili oziroma smo bili povabljeni na mednarodni turnir v Črnogoro. Na pot v Črnogoro smo se odpravili v četrtek naravnost iz šole. Najprej smo se z vlakom odpeljali v Ljubljano, tam smo po dokaj dolgem čakanju usedli na vlak za Beograd. V Beogradu smo 4 ure čakali na vlak za Črnogoro, po vožnji do Podgorice, ki je trajala samo 9 ur, smo v hotelu v Črni Gori zopet takoj zaspali. Naslednji dan smo začeli za prvo debato, ki je govorila o manjšinah, naslednja debatna trditev je bila o civilni pokorščini, ter na koncu smo debatirali še impromptu trditev. Ob koncu dneva smo imeli neke vrste socializacijo, ki je potekala v hotelu. Ugotovili smo, da se z Balkanci še vedno dobro razumemo. Naslednji dan je potekal podobno, z razliko, da smo takrat debatirali o terorizmu. Tudi v tem dnevu smo imeli 3 debatne kroge, prav tako smo imeli socializacijsko druženje. Debatirali smo zelo uspešno, na koncu nam je zmanjkala 1 zmaga do finala, kar je zelo dobro. Svoje sposobnosti posameznega govorca je zopet pokazal Maj Žitnik, ki je osvojil 3. mesto med posamičnimi govorci. Na koncu lahko ugotovimo, da se je naše potovanje v Črnogoro vsekakor splačalo, saj smo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. Med drugim smo tudi povabili nekaj ekip, da se udeležijo mednarodnega turnirja v Ljutomeru. 22.10. smo se počasi odpravili proti Celju na prvo šolsko debatno tekmovanje. Debate se je udeležilo vse skupaj 60 ekip, od tega je bilo 9 ekip iz naše gimnazije, 4 angleške in 5 slovenskih. Do sedaj najštevilčnejši debatni turnir je potekal na gimnaziji Celje, Center. Ob 10. uri so se začele prve debate. Glavna tema debate se je imenovala
Ukinimo človeške posadke v vesoljskih posadkah. Prvi dve debati sta bili pripravljalni, tretja debata na temo Ta hiša verjame, da bi starši mogli imeti dostop do otrokovih socialnih omrežjih, pa se je imenovala Impronto in je potekala bolj spontano. Ker namreč Impronto debata pomeni, da smo si morali vse teze in argumente napisati in sestaviti v 1 uri. Vendar nam je to tudi odlično uspelo, saj smo se tudi prijetno nasmejali. Po opravljenih debatah pa je sledila finalna debata, katere smo se tudi udeležili, eni v slovenščini in drugi v angleščini. Na koncu pa še podelitev priznanj in tudi naši dijaki so se odlično odrezali. Zoran Fijavš je dosegel 10. mesto, Maj Žitnik 9. in Živa Antolin zasluženo 8. mesto. Naše prvo debatno tekmovanje se je odlično izšlo in domov smo odšli z velikim zadovoljstvom in smehom. Naši dijaki so tudi v tem šolskem letu začeli pridno nabirati priznanja in pohvale. Zavod Republike Slovenije za šolstvo območne enote Murska Sobota je v sodelovanju z ustanovo dr. Šiftarjevo fundacijo januarja 2011 razpisal natečaj z naslovom Moj sosed. K sodelovanju so bile povabljene vse pomurske osnovne in srednje šole in šole v Porabju. Petek, 7. oktobra, je na Tišini potekala svečana podelitev priznanj nagrajencem natečaja. Častni gost prireditve je bil dr. Igor Lukšič, vršilec dolžnosti ministra za šolstvo in šport. Spoštovani, sosed je tudi naš sosed iz preteklosti. Ne gre samo za soseda, ki je tu ob meni, ki mi zdajle predstavlja oporo in se mu jest v oporo, ampak je naš sosed tudi vsa zgodovina. Brez tega soseda nas ni. Mi smo samo posredovani preko tega najpomembnejšega soseda, ki se mu reče zapuščina predhodnih rodov. In če bomo spoštovali zapuščino predhodnih rodov, potem ne bomo imeli težav z nobenim sosedom. Med srednješolskimi prispevki so kar 3 dijaki naše gimnazije prejeli priznanje za najboljše besedilo. Priznanje so prejeli Primož Teršen, Sara Ferlin in Aljaž Kalič. O bogatem kulturnem programu so bila nagrajena dela tudi predstavljena. Sosedje so lahko pisana paleta narodov, jezikov in kultur. Samo v moji ulici je 5 različnih narodosti. Eden izmed sosedov, na katerega mejimo, je iz Nemčije. Vsako poletje pride se svojo ženo in 2 otrokoma, ki sta že odrasla, preživljati nekaj vročih in jasnih dni v Mursko Soboto. V vasi, nedaleč stran od Murske Sobote, imamo svoj sadovnjak. Pozno spomladi ubreže razrasla drevesa in upa, da bo kaj obrodilo. V sadovnjaku imela zgodnje sorte, saj že zgodaj jeseni mahne nazaj v Nemčijo. Ker mi nimamo svojega sadovnjaka, on pa dobi preveč sadja naenkrat, nam dostikrat nudi nekaj svežega in neškropljenega sadja. Največkrat so to jagode in hruške. Mama pa se oduši s sveže pečenim pecivom, narejenim prav iz tega sadja. Preko ceste živi Italijan, ki uporablja svojo hišo za vikend. V zimah pogostokrat pride iz mlačne Italije v konkreten mraz. Ker ni naše narodnosti, izgovarja slovenske besede smešno. Vsakokrat pride v Slovenijo, prinese nekaj dobrih šal, ki jih na to pove. Cela soseska je po njegovem prihodu dobre volje in vedno nasmejana. Za hišo živi starejši mož s svojo mamo, ker je že starejša gospa, ji pomaga pri vsakdanjih opravilih. Včasih skuha čaj, pobriše prah, je strasten športnik, saj se vsak dan razgibava na bližnjem igrišču. Razkrižje, kjer živim že celo življenje, je obmejni kraj. Leži ob hrvaški meji in je zato še posebej zanimiv. Tu najdemo posebno narečje, ki se je oblikovalo ravno zaradi lege in emigracij v Združene države Amerike, Nemčijo, Južno Ameriko, Kanado, Avstrijo ali Avstralijo zaradi boljših gospodarskih razmer po 2. svetovni vojni. Lego navajam, ker ima skoraj vsaka druga hiša po enega prebivalca hrvaške narodnosti, saj so bili na našem območju v času stare Jugoslavije, ko ni bilo državnih meja,
med nami in Hrvati dobri odnosi, oziroma so bili naši bratje. In je tako pri nas dosti partnerjev, kjer je eden hrvaške, drugi pa slovenske narodnosti. Tudi naša katoliška cerkev je do leta 1993 spadala pod hrvaško škofijo in je tako obred potekal v hrvaščini. Vplive jezika je moč čutiti še danes. Ljudje, ki so se odselili v tujino, so tam živeli do upokojitve in se potem s dokaj višjim prihodkom vrnili v svoj rodni kraj. Ker jih je kar nekaj tja odšlo samskih, so si sedaj s seboj pripeljali še partnerje, ki seveda niso ravno dobri slovenski govorci. Tako je moja mama Slovenka, medtem ko je oče hrvaške narodnosti, levi sosedje so se nedavno priselili iz Nemčije, desni iz Avstrije. Sredi naše vasi je dolga, ozka in ovinkasta ulica, po kateri pot vodi tudi do naše hiše. Na obeh straneh ceste so urejene hiše, med katerimi pa je vedno bolj izstopala sosedova hiša. To je hiša, v kateri je nekoč živela soseda, ki je imela lepo z rožami urejeno okolico in vrt poln zelenjave. Sedaj, ko sosede ni več, sta hiša in njena okolica postala vse bolj neurejena, zaraščena s travo in drevjem, s tem pa tudi zatočišče številnih živali. Podnevi, mirna, pusta in žalostna hiša se zvečer spremenila v njeno pravo nasprotje. Saj se je tu začelo pravo nočno rajanje živali, miši, mačk, podgan, predvsem pa kun, za katere je to postal pravi raj na zemlji. Bil je nek lep poletni dan, ko se je k hiši pripeljala mlada družina in kmalu zatem začela se košnjo trave in čiščenjem okolice. Kmalu smo lahko ugotovili, da gre za naše nove člane soseske. Prvi zadržanosti z ene in druge strani je kmalu sledilo spoznanje z našimi novimi člani soseske, ki so takoj dajali vtis, da gre za prijetne, preproste ljudi, čeprav je na njihovem avtomobilu visela ljubljanska registrska tablica, ki bi lahko pomenila, da gre za mestne in iz prestolnice države prihajajoče, morda tudi zvišene ljudi. Le-ti so hišo kupili predvsem z namenom, da jim bo ta služila za beg iz mestnega vrveža in pregretega betona, ter za oddih na mirnem podeželju. Prišli smo do konca naše oddaje. Tako hitro, kakor se je končala ta oddaja, pa so se končale tudi jesenske počitnice. Vsem dijakom in učencem želim uspešen povratek v šolsko leto, vidimo se zopet naslednji mesec. Adijo.